tretji referent pa prihaja z Muzeja slovenske osamosvojitve, dr. Željko Osek. Naslov referata je v bistvu misel nekdanjega francoskega predsednika Françoisa Mitterranda, ki je izrekel leta 1986 v Parizu v priliki mednarodne konference o gozdovih, in sicer citiram: uničeni gozdovi danes pomenijo sušo, jutri in lakoto po jutrišnjem, tam, kjer umirajo gozdovi, izgine življenje. To je torej naslov referata. Najlepša hvala za povabilo in predstavitev. Jaz bom v svojem referatu govoril o problematiki, ki je bila posebej izrazita v letih 1985-1986, torej o problematiki umiranja gozdov. V časopisih so lahko takrat prebrali članke z naslovi, kot so: gozdovi umirajo tiho, drevesa umirajo stoje, kuga z neba. In s tem so novinarji želeli opozoriti na dramatično dogajanje v slovenskih gozdovih. Zveni alarmantno, dramatično, napoveduje skorajšnji konec sveta, kot so ga poznali. Torej, konec lepe kulise z zelenimi, bujnimi, košatimi in visokimi gozdovi na obronkih dolin in kotlin. Gre za diskurs, ki se je uveljavil torej v slovenskih časopisih. Članki so bili objavljeni v Ljubljanskem dnevniku, Deleksu, Teleksu, Mladini in seveda tudi v ostalih. Ta diskurs je bil v funkciji šoka nad vizualnimi spremembami na obrobju bivalnega prostora okrog industrijskih središč, hkrati pa tudi funkciji oblikovanja javnega mnenja. Nevidni gozd kot obrobje bivalnega prostora pridobiva v javnosti status zelenih pljuč, kot zatočišče pred umazanim, sajastim, temnim, propadajočim pred industrijsko realnostjo, hkrati pa tematika, ki povezuje vprašanje onesnaževanja zraka in njene korelacije z zdravjem, še posebej pa otrok. Za gozdarje, ki so se strokovno s tem ukvarjali že predtem, to seveda ni bila posebna novost. S tem so se ukvarjali že v 20-30 letih in v bistvu so se ukvarjali s vprašanjem upadanja življenjskih funkcij posameznih vrst drevja. Moja predhodnica Meta Remec je o tem govorila, o lubadarju, ki je morda najbolj izpostavljen škodljivec, ki v bistvu zmanjšuje odpornost drevja. Seveda so še pa tudi drugi dejavniki, kot so recimo suša, hud mraz in seveda tudi kisel dež. Torej gre za vprašanje ravnovesja v gozdu. In meni je v spominu iz šolskih dni ostala podoba iz učbenika za spoznavanje narave, ki prikazuje uničen gozd iz Češke, Slovaške, in tam je bil podpis, sem šel preveriti, da onesnaženje prihaja iz zahoda, iz Nemčije, in da potem Češka, Slovaška trpi zaradi tega. Torej tudi znotraj onesnaževanja, kjer so seveda prisotni kjer so prisotni ti okoljski dejavniki, smeri vetra, koncentracije, orografske značilnosti, in to je priložnost za sporočanje ideoloških sporočil. Seveda slovenska javnost je že bila pred letom 85-86 seznanjena s tem, tudi recimo v okviru filma Maka Sajka Strupi, kjer v bistvu Sajko prikazuje ceno industrializacije v Zasavju, torej deformirano naravno okolje, med drugim tudi hudo vžgano drevje. Ljubitelji
neokrnjene narave, lahko jim rečemo ljubiteljski okoljevarstveniki, so opozarjali na problem onesnaženega zraka že v 50-ih, 60-ih. Tudi so opozarjali na nespoštovanje okoljske zaščitne zakonodaje, ampak uspeli so nagovoriti del javnosti. To se seveda s problemom hudo ogroženih gozdov spremeni sredi 80-ih, ko se obolelost gozdov pokaže v večjem obsegu, kar je pa posledica hude suše v letu 1983 in izjemno hudega mraza januarja in februarja 1985, ko gozdovi popustijo pod težo pritiska. In posledice so naslednje. Posebej izrazito je to na Koroškem. Dotlej zelena Koroška je večinoma porjavela, še posebej gozdovi na pobočju vzdolž Mežiške doline, na južnih obronkih Pohorja in na Sloveniji Graškem. To pomeni, da so iglice dreves, pretežno smreke, porjavele in odpadle, kot bi bile osmojene z metalcem plamenom. Skozi plešaste krošnje pa je bilo mogoče videti razgaljena debla kilometre daleč. Huda zima je tudi odkrila oslabljeno vitalnost in odpornost drevja, ki jih bi verjetno zdrav gozd prinesel brez hujših posledic. Torej, najhuje je bilo na Sloveniji Graškem, kjer je od 60,000 hektarjev bilo hudo poškodovana približno tretjina gozda, to pomeni okoli 20,000 hektarjev, to je 200 kvadratnih kilometrov, torej zelo veliko območje. 1/3 gozdov je bila prizadeta do stopnje, ki je še omogočala samo obnovitev skozi daljše časovno obdobje. 1/3 gozdov pa je bila popolnoma zdrava. In do te spremembe, torej premika, tako hudega premika tako hudega poslabšanja je prišlo zgolj v nekaj mesecih. Zato so bili v časopisih prisotni tako alarmantni članki. Seveda pa so novinarji najprej o tem poročali bolj zadržano, šele ko so bile predstavljene raziskave strokovnjakov Inštituta za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije, pa so začeli poročati bolj obsežno in bolj podrobno. In en prvih takšnih člankov je iz poletja 1985, v katerem novinar Dela opozarja na razsežnost poškodovanja gozdov na Slovenije graškem območju in opozarja, da je sedaj čas, da se zažene preplah, da se aktivirajo strokovne službe, da se aktivira javnost in da se v bistvu ta problem reši pri izvoru, torej da se sanirajo žarišča. Takšne so bile tudi želje lokalne skupnosti na Sloveniji graškem območju, v katerih izpostavljajo, da sta dve glavni žarišči. Prva je termoelektrarna Šoštanj in druga je topilnica svinca v Mežiški dolini. Posebej izrazito pa za slednjo topilnico so zahtevali, da se zapre. Za termoelektrarno Šoštanj pa so predlagali, da se namestijo ustrezni filtri, ki pa so bili izjemno dragi. In tukaj se vzpostavi ta javna debata, kdo bo plačal za sanacijo škode in tudi kdo bo saniral
kdo bo saniral žarišča onesnaževanja. Ugotovili so, da bi sanacija samo enega bloka stala toliko, kot stane tretjina vrednosti tega bloka. Če bi pa sanirali vse termoelektrarne v Sloveniji, bi pa za to porabili toliko denarja, kot bi stala izgradnja, recimo, polovica 6. bloka termoelektrarne Šoštanj. Torej, je šlo takrat za zelo visoke zneske, tudi danes, in se postavi to vprašanje, ali morda ni kakšna druga rešitev, da bi se ta problem saniral. Ker so se zavedali, oziroma je izpostavljena dilema, ali bi se odjemalci električne energije strinjali s povišanjem cene električne energije. In v bistvu je šlo za retorično vprašanje, normalno, da se odjemalci ne strinjamo z povišanjem cene. In tukaj bi tudi izpostavil vlogo gozdarjev, ki so v bistvu opozarjali, da je potrebno škodo poplačati, da je potrebno imenovati onesnaževalce. In tukaj v tem pogledu se je posebej izpostavil direktor gozdarske Tozda Jelka v Šoštanju, ki je torej zahteval, da se javno pove, kdo je povzročitelj in kakšna škoda nastaja njegovemu podjetju in na splošno celotni skupnosti. Mediji so torej o tem precej poročali, ampak je zavedanje o tem bilo, zavedanje o posledicah onesnaženega zraka sorazmerno majhno. Na to nenazadnje nakazuje tudi anketa v Ljubljanskem dnevniku, v kateri so preverjali seznanjenost respondentov s vprašanjem umirajočih gozdov. Anketiranci so izpostavili nezadostno informiranost o problematiki umirajočih gozdov, kljub temu pa je 97% že slišalo o tem pojavu. Nekoliko nižji odstotek vprašanih pa je vedel, da je podobno stanje tudi v Sloveniji. Respondenti so kot vzrok za stanje pripisovali onesnaženosti zraka, tudi z zahoda, slabemu gospodarjenju z gozdovi in, kar je presenečenje, radioaktivnemu sevanju. To je, moram poudariti, pred jedrsko nesrečo v Černobilu. Okoljevarstveniki so pričakovali ukrepanje, pritiskali so na gozdarske strokovnjake, s katerimi so vzpostavili korekten dialog. To je bil tudi eden izmed prvotnih operativnih ciljev okoljevarstvenikov, torej da so deležnik pri teh debatah o okoljskih vprašanjih. In v bistvu so pa nekateri, ki so zahtevali tudi odgovornost od gozdarjev z utemeljitvijo, da so premalo naredili za zaščito gozdov, da bi morali bolj odločno ukrepati že pred tem, ker onesnaženje zraka je dlje časa prisotna problematika. Že v 60-ih se govori o tem, že predtem v 50-ih, ampak se na tem področju ni veliko naredilo. Seveda je tukaj na mestu vprašanje, kaj bi lahko gozdarski strokovnjaki naredili na tem področju. Ker nenazadnje so bila potrebna zelo velika vlaganja, ki so se seveda dogajala v 60-ih, 70-ih, in potem še bolj intenzivno v drugi polovici 80-ih, delno tudi kot odmev, kot rezultat te problematike umirajočih gozdov.
če je bila ta problematika zelo dobro pokrita od poletja 1985 dalje, je potem po jedrski nesreči v Černobilu nekako počasi se premaknila iz te nacionalne ravni nazaj na regionalno in lokalno, predvsem pa iz medijskega nazaj na strokovno in politično področje. Občasno se vprašanje gozdov sicer vrne na osrednje prizorišče kot recimo vprašanje zaščite gorskih gozdov ali pa o vprašanju o dopustnosti poseka 6 lip ob Narodni galeriji. Vsekakor je ta celotna problematika pomembno vplivala na razumevanje gozdov. Gozdovi so pridobili novo prepoznavno obliko, torej postanejo merilo splošnega zdravja in duha, še posebej v urbanih sredinah, kjer potekajo boji proti poseku dreves, recimo 6 lip ob stavbi Narodne galerije. V javnih debatah se naslavlja vprašanje onesnaženega zraka ter njegovega vpliva na zdravje ljudi, še posebej otrok. S tem pa se združuje različne parcialne raziskave v širši kontekst rastočega vedenja o okoljskih vplivih na človeka. Alarmistično poročanje o okoljskih vprašanjih po tej tematiki postane učinkovita taktika, seveda pa ni prvo tovrstno poročanje. Prvo tovrstno poročanje je o onesnaženju reke Krupe v letu 1984 in tisti je ena taka prva uspešna akcija, ko se je na podlagi javnega mnenja vplivalo na odločevalce k takojšnjemu ukrepanju. Je pa ta problematika umirajočih gozdov nesporno pritegnila pozornost in povečala zanimanje za okoljske probleme v javnosti. Hkrati pa je tudi vzpostavila pogoje za uveljavitev strokovnih rešitev za trajnostno gospodarjenje in življenje. Najlepša hvala.